vsi, ki nas spremljate v zadnjih 8 letih, ste lahko videli, da smo stranka, ki se bori. Mi nismo stranka, ki bi pred volitvami nekaj govorila, pol pa na svoje obljube pozabila. Mi smo bili konstantno stranka na strani delavca, na strani upokojenca, na strani študenta, na strani prekarca. Temu se nismo nikoli izneverili in to smo pokazali z neštetimi pobudami in tudi uspešnimi predlogi. Recimo, po naši zaslugi se je od leta 2016, ko smo mi prejeli minimalno plačo, ta povečala za skoraj 300 evrov bruto. Prej se je v 6 letih povečala za pičlih 70 evrov bruto. Drugič, mi smo prva stranka, ki je po 20 letih pripravila predlog zakona za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki bi praktično revnim upokojencem vsakemu prinesel oziroma olajšal stroške za eno minimalno pokojnino na mesec. Tretjič, mi smo stranka, ki je 20 let po referendumu pripravila, prepričala v to parlament in ubranila na ustavnem sodišču zaprtje trgovin ob nedeljah, zaradi česar ima zdaj 30 000 zaposlenih v trgovinah nedeljo kot prost dan, končno, da ga lahko preživijo s svojimi svojci, družinami, prijatelji. Petič, mi smo bili edina zelena stranka v parlamentu. Zadnja pobuda, ki smo jo v tem oziru uspešno sprejeli, je bila prepoved frackinga v Prekmurju. Skratka, hočem reči, v naslednji vladi rabimo močno levico. Levica je stranka, ki se bo borila. Levica je stranka, ki bo poskrbela za to, da naslednje desetletje do leta 2030 ne bo izgubljeno, da Slovenija dobi stanovanjsko politiko, da dobi podnebno politiko, da rešimo javno zdravstvo, da se povišajo pokojnine in plače, če se že višajo cene in predvsem, da ne dobimo še ene sredinske vlade, ki bo 3/4 svojih obljub dan po volitvah pojedla. Torej, prihodnost za vse, ne le za peščico, v nedeljo je taktična izbira Levica.